Letošnji fokus je v bistvu neko logično nadaljevanje prizadevanj prejšnjih 2 let, kjer smo govorili o problemih oziroma povezavi ustnega zdravja in splošnega zdravja. In ravno ta vpliv ustnega zdravja na sistemsko zdravje, splošno zdravje, je mogoče pri starostnikih najbolj pereč, najbolj očiten. Se pravi, ko govorimo o starostnikih, to je nad 65 let, že zdaj 20% populacije praktično paše v to skupino. In še od teh recimo 30 tisoč po podatkih iz leta 2023 je stanovalcev domov za ostarele. Podatki NIJZ-ja kažejo, da je do 65% stanovalcev domov za ostarele imajo neko vrsto patologije v ustih, ki ni naslovljena, se pravi, ni obravnavana. In to je kar alarmanten podatek, glede na to, da v bistvu samo 30% domov sodeluje tako ali drugače aktivno z zobozdravnikom, potem lahko seštejemo, da je ta dostopnost oziroma splošno ustno zdravje nekako neuresničeno. V čem je čisto protesta? Ja. Tako milo, ne rabite več, kako pa vi drugače pod vodo? Starostniki zamenjajo okolje, zamenjajo rutino, hkrati so pa v bistvu podvrženi zaradi starosti kroničnim boleznim, ki čisto razumljivo jemljajo fokus iz neke ustne higiene. O protezah ne vem kaj dosti, ker imam svoje zobe. Sem jih res skrbela zanje, tako da imam še skoraj vse 2 mi manjkata. Problematika starostnika v domovih za ostarelih je tudi to, da je zmanjšana dostopnost do zobozdravnika. Hkrati sami po sebi, tako kot sem prej omenil, izgubljajo neko motivacijo za čiščenje. Ne samo to, tudi sposobnosti. S starostjo je jasno, izgubljamo fino motoriko, se pravi zmožnost samostojnega čiščenja zob in ust, kaj šele zapletenega ali prilagojenega čiščenja zob. Se pravi, sočasno je prisotna slabovidnost, so prisotne kognitivne motnje in pa pač agresivno ustno okolje, ki pa ga nekako definira slabša kvaliteta sline, suha usta, ki so pri marsikomu povezana tudi z jemanjem zdravil ali pa z jemanjem zdravil za več kroničnih bolezni, ki jih imajo. In če to seštejemo, bi kvečjemu potrebovali ti starostniki bistveno več ustne nege, bistveno bolj prilagojeno, hkrati pa v bistvu imajo kvečjemu manjšo. Smo sestre v vzgoji za ustno zdravje, mnogokrat pobudnice projektov. Ena takih je pobuda za pridobitev v bistvu zobne ščetke kot medicinsko-tehnični pripomoček za osebe z zmanjšanimi zmožnostmi. Ta ščetka je prav namenjena za protezo, ker je oblikovana po loku proteze, tako da ga lahko lažje očiste in pa precej trše ščetine za tega, da lahko odstranite vse, kar se nabira na proteze. Za sodelovanje sem se v bistvu odločila za to, da bi delila svoje znanje, ki sem ga do zdaj dobila na naši fakulteti, starostniki iz doma in v bistvu, da bi delila svoje izkušnje in pač, da bi oni obnovili svoje znanje iz ustne higiene in da bi mogoče tudi z našim predavanjem začutili to, da je zelo pomembno, da morajo skrbeti za svoje ustno zdravje in higieno. Problematika domov je tudi podhranjenost, kadrovska podhranjenost. Torej, ne samo strani zobozdravnikov, ki v naši državi gerontostomatologija slabše razvita, ampak tudi strani negovalnega kadra, ki je preobremenjen že iz drugih razlogov in imajo težave tudi pri tem, da zagotavljajo higieno stanovalcem, ki tega sami ne zmorejo več. Zdaj, en problem je to, da jih je premalo, drug problem je, da naša država ne predvideva ali pa ne financira prilagojenih pripomočkov za čiščenje ustne votline. S tem imamo v mislih, da bi lahko vzeli za zgled državo, kot je Nizozemska ali Švedska, kjer dejansko poskrbijo za starostnike do te mere, da lahko čim dalj časa ustno higieno
opravlja sam. Mislim, da je pomembno, da se zavedamo, da nikoli ni prepozen za vzdrževanje ustreznega ustnega zdravja oziroma ustne higiene in pa da s tem ne vplivamo samo na stanje v naši ustni votlini, ampak na zdravje celotnega telesa.